Kako ste pa sploh prišli na idejo, da tukaj uredite zbirko v tej hiši, ki odpirate zdaj ta lekarniški muzej? Ja, v bistvu je na idejo prišel moj oče, on je v bistvu pobudnik tega projekta, ki ga je tudi ustvaril. Namreč moj oče je farmacevt in se že okrog 40 let ukvarja z zbirateljstvom. In v vsem tem času je zbral v bistvu pravo bogastvo eksponatov iz zgodovine farmacije, lekarništva, alkimije, kozmetike, parfumerije, pa še kaj, kar spada zraven, farmacevtske znanosti. Koliko časa je bilo potrebno, da ste zbirali vse to gradivo, ki ga bomo videli v muzeju? Mislim, da je bilo okrog 35 let. Jaz mislim, da že odkar sem bila zelo majhna, pomnim, da so bile naši bivalni prostori polni raznih eksponatov iz zgodovine farmacije, tako da okrog 35 let je oče to zbiral. Kaj vse lahko vidimo v njem? Gre predvsem za sprehod, recimo, oziroma pot tako skozi več kot 2000-letno zgodovino farmacije, alkimije, lekarništva, parfumerije, ljudske medicine, kozmetike. Želimo si predvsem, da bi se ljudje oziroma naši obiskovalci dobro počutili v tem muzeju, da bi nekako si ustvarili to skrivnostno romantiko, ki so jo stare lekarne nekoč gojile, in želimo, da se tradicija ohranja, ker nekako ve, da brez zgodovine je človek brez spomina, se pravi, brez preteklosti ni prihodnosti, tako da se nam zdi pomembno, da se ohranja ta tradicija. Ste ponosni, da vam je uspelo tukaj sredi Radovljice na takem lepem koncu, sredi Linhartovega trga? Ja, lokacija je prekrasna, smo. Mislim, da boljšega mesta si ne bi mogli želeti, boljših prostorov, kot je tale stavba, je enkratno, tako da smo ponosni, smo veseli, upam, da z istim entuziazmom boste tudi vi veseli nas in naše ponudbe. Kot smo slišali, ste vi nekak motor vsega tega, da je ta lekarniški muzej dobil svoj pomen. Ja, seveda. Jaz sem to kot farmacevt zbirati začel pred 35 leti. Najprej bolj dokumentacijo, potem te publikacije o zgodovini farmacije in medicine. In pol pa enkrat po obisku tega muzeja v Heidelbergu, nemškega, sem videl, kakšna pestrost teh eksponatov starih je v farmacevtski zgodovini. Sem pa začel tudi sam malo zbirati. Po starinarnicah, po aukcijah smo hodili, po teh sejmih, glavno v tujini, ker pri nas je to bolj težko dobiti, ni ohranjenega veliko bilo. Tako da smo največ v Italiji, Nemčiji pa Španiji teh zbrali, posebej posodje lekarniško pa knjige. Zbirka je dokaj bogata in koliko eksponatov in kaj se je zbrano tukaj noter? Skušali smo zajeti res celotno zgodovino farmacije, ne samo lekarne, ker farmacija zajema tudi botaniko, kemijo, magijo, ljudsko medicino, potem umetnost, trgovino, obrt, to je zelo široko področje in skušali smo z vseh teh področij zbrati eksponate in to nekako povezati, to je na tako sliko 2000-letne zgodovine zdravilstva in medicine. Tako da za vsakega področja imamo malo, tako da se da v 10 prostorih en tak pregled dobiti te evropske farmacije in pa tudi še malo starejše, kitajske, indijske, egipčanske, antične, ker tam so pa začetki tudi evropske medicine. Imate v vsej hiši v spodnjih in zgornjih prostorih zbirko vzpostavljeno? Tako imamo, ja, v pritličju so stare lekarne, alkimija in pa laboratorij, v vrhnjem nadstropju je pa bolj specialna zbirka ljudska medicina, potem kozmetika in parfumerija, tudi antična medicina, knjižnica in pa zbirka možnarjev, aparatur in tehnic pa v težino. Tako da imamo malo po tematsko tako razporejen.